Frekvenčno moduliran radijski sistem ali krajše sistem FM je slušni tehnični pripomoček. Omogoča neposreden prenos zvoka preko mikrofona od oddajne do sprejemne enote, tako da ta pride do poslušalca brez motečih elementov, kot so šumi, piski in poki. Sam slušni aparat namreč v nekaterih situacijah ne zadostuje, na primer pri večji oddaljenosti govorca, ob močnem hrupu ali če v prostoru odmeva. FM sistem je prenosna, slušna, zvočna induktivna zanka, ki je sestavljena iz dveh naprav, oddajnika in sprejemnika. Oddajnik nosi predavatelj ali oseba, ki govori, lahko ga namesti okoli vratu z priloženo vrvico, da ga med samim govorom ne moti, lahko pa je ta oddajnik nameščen tudi samo na mizi in oddaja zvok govora osebi s slušnim aparatom. Druga naprava pa je sprejemna enota, ki preko slušne zanke prenaša zvok direktno v slušni aparat. Zvok se prenaša iz oddajne enote v zanko preko funkcije T na slušnem aparatu, uporabniku slušnega aparata direktno v uho. Naprava ima regulator jakosti in regulator visokih in nizkih tonov. Primerna je za uporabo v prostorih, kjer se izvajajo predavanja, na okroglih mizah in predvsem pa za študente, ki težje sledijo profesorjem. To je oddajnik in sprejemnik, ki ga imam okoli vratu obešenega in takrat, ko ga imam pred sabo, ga ima predavatelj, ki hodi po predavalnici tudi okoli sebe in lepo slišim njegovo predavanje. S tem tudi na slušnem aparatu lahko izločim šume, listanje papirjev, premikanje stolov, vstajanje. Predavatelj ponavadi se giblje tukaj okoli in okoli. Se giblje, nekje je za mene idealno, da sedim takole na sredini. No, ta preklop ima dva vhoda, tako da lahko daš en mikrofon. Nekje postaviš takole, drug tak, tam to zdaj govorim nekje od 10 do 12 do 15 slušateljev v predavalnici. Drugi mikrofon pa daš nekje na sredino. Tisti trenutek, ko slušatelj odgovori, moraš ti preklopiti, da takoj njega vidiš oziroma slišiš, ker zvok, ki prihaja od tukaj oziroma preko predavateljce, je zelo moteč na to prenosno indukcijsko zanko. Potem boš rekel temu, ponazoril bom kot neka mešana solata. Ni luštno, ni prijetno, je moteče, je psihično ubijajoče. Oddajna enota ima prav tako audio vhod, na katerega lahko priklopimo zunanji izvor zvoka iz računalnika, televizorja ali radia
in tako oseba s slušnim aparatom preko zvočne zanke direktno posluša omenjene naprave. FM sistema sem uporabljala tudi izven šole, recimo za poslušanje glasbe in za telefoniranje. Uporabim samo za šolo, nič druge. Je pa boljše, slišim od profesorja. Moj problem tem je, ker med poukom tudi včasih slučajno mogoče še kakšno vprašanje profesorju, kaj jaz ne slišim, kaj sošolci vprašajo. Zato ne razumem, kaj on vpraša, pa on odgovarja, pa malo me zmede. FM je samo za eno osebo, ampak FM ima 3 možnosti. En možnost pa ima tudi samo oseba, kaj on govori. Druga možnost pa je možnost tudi slišim polkrog. Slišim tudi druge, recimo prima 5 osebov, pa en oseba ima FM, pa slišim to. Tretja možnost pa tudi vse slišim. Ampak problem tom je, primerno so vedno sošolci tudi klepetajo ali pa motiti. Zato jaz uporabljam samo prva možnost, samo oseba, ne pa vseh slišim. Če bi bilo, naprimer, če bi jaz slišal sošolcev, vse, pa bi jaz motil, ker bolj slišim hrupno ali pa bolj slišim klepetanje, pa nič ne slišim, kako govori oseba, nič ne razumem. Zato je bolje, da uporabim samo eno osebo, da je pa vse. To. Uporabljala sem 2 vrsti FM sistema, in sicer z oddajnikom, ki ga je imel profesor, in s prejemniki, ki so bili del slušnega aparata, taki imenovani čeveljčki, ali s prejemnikom, ki je bil kot samostojen del in sem ga nosila okrog vratu. FM sistem sem dobila na servisu, kjer prodajajo slušne aparate. Preko interneta jih nikoli nisem kupovala, ker so pri nakupu le-teh potrebne tudi določene nastavitve na servisu slušnih aparatov, kjer tudi dobim vsa potrebna navodila za uporabo. Zaslon 15,2 inči diagonale. A spet računamo? Sistem FM stane okoli 700 €, do 15. leta pa vsem otrokom z okvaro sluha, ki se šolajo v rednih šolah, stroške nakupa krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Žal tega pripomočka brezplačno še ne zagotavljajo predšolskim otrokom in otrokom, ki so vključeni v izobraževalne ustanove za gluhe in naglušne. Naša želja je, da bi ta tehnični pripomoček bil subvencioniran tudi za ostale osebe z okvaro sluha, saj je najpomembnejši čas in obdobje razvoja govora prav v otroštvu, še predno se vstopi v šolo. Predvsem pa je ta tehnični pripomoček tudi v veliko pomoč za osebe, ki so zaposlene, saj je mnogokrat na sestankih težko slediti pogovor med sodelavci.
Gluhi in osebe s težjo okvaro sluha so močno odvisni od pomoči tolmača za slovenski znakovni jezik, saj sistem FM pri različnih oblikah okvare sluha ni enako učinkovit. Prav tako sistem FM ni namenjen poslušanju skupinskih razprav, torej večjega števila govorcev, še posebej, če ti govorijo hkrati. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika vse javne institucije, kamor sodijo tudi šole in fakultete, obvezuje, da zagotovijo osebi z okvaro sluha tolmača za slovenski znakovni jezik in tudi plačajo stroške tolmačenja. Ker se v praksi to ne izvaja, se gluhi učenci, dijaki in študentje znajdejo tako, da tolmačenje predavanj plačujejo z vavčerji, ki jih dobijo z odločbo Centra za socialno delo, čeprav so ti namenjeni za privatne potrebe in dejavnosti, kot so na primer razni tečaji ali vozniški izpit in drugo. Tudi sem jaz mislila, da bi šel študirati. In tudi sem želel imeti resno tolmača. Če pa faks niso sprejeli, potem pa bi jaz verjetno uporabil FM. In seveda tudi tolmač, bo imel samo 100 ur. Zanima, če je kdo že naračunal, zadnjič. Vsako leto dobim 100 ur oziroma vavčerjev brezplačno. In seveda to ni dovolj za celo leto šolo. Zato samo pri umetni zgodovini imam tolmača, vse ostalo pa uporabljam FM. In sem opazil, da je tolmač malo boljše kot pa FM, zato ker tolmačem dobim boljšo ali kvalitetnejšo informacijo.